ker nam velika noč postreže z veliko dobrotami, jih običajno tudi kar veliko ostane. In danes vam pokažem, kaj iz njih lahko naredite. Iz pirhov lahko naredimo super jajčno solato. Lahko pa smo malo bolj kreativni in naredimo sendvič po azijskem vzoru in si s tem podaljšamo praznike. Rumenjake imamo tle ločene od beljakov, dodamo majonezo, malo sojine omake, potem dodamo gorčico, jaz priporočam dionsko, ker je malo pikantna in tako zelo dobro se poda v ta sendvič. Eno malo žličko sladkorja in to premešamo v kremo. Zdaj smo dobili eno tako zelo gladko kremo, zdaj pa dodamo še mlado čebulico. Če nimate, ni nujno, ampak je zelo priporočljivo. Kisle kumare. Zrežite si jih na kocke, na jih ribati, zaradi tega, ker bojo dale na tako zelo prijetno teksturo, hrustlavo. In pa česen, drobno sesekljan. Pri soli bodite zelo previdni, ker je noter sojina omaka in je že nadev kar slan, tako da preden jo kaj dosti dodajate, jo preizkusite. Zdaj tale nadev malo presuh in bom dodal par kapljic soka iz kumare. Kar bo še dodaten plus, ker bo čisto malo kisline noter. Evo. Nadev iz rumenjakov je narejen, zdaj dodamo pa noter zrezane beljake. Beljake zrežemo spet zato, zaradi tega, da je še ena dodatna tekstura v sendviču in imamo čist različne teksture. Malo kumara hrusta, rumenjaki so kremni, beljaki pa imajo svoje teksture. Nadev je pripravljen. Gledajte, da bo takšen res kremast, ne pretekoč, ker bo stekel iz sendviča, pa ne pregost ali pa presuh, ker bojo sendviči suhi. Takšen je ravno prašen. Lahko vzamete tudi toast, jaz sem se danes odločil za tramencine. Tako, rezino tega, debelo namačko z jajčnim nadevom. Pokrijete še z eno rezino kruha, toasta, tramencina. Evo, sendvič tako je pripravljen za jesti. Če hočete pa še boljšega, gledajte pa na ponv z malo masla in popečite. Od velikonočnega zajtrka pogosto ostane tudi šunka. Ni nam je potrebno zavreči, danes bom z nje pripravil eno tako super okusno pašteto. Najprej vzamemo šunko in jo zrežemo na večje kocke. Potem bom dodal sesekljano šalotko, v bistvu rajši rečem, da jo kar zrežete šalotko, kot pa sesekljajte, se pravi za čim manj rezi, čim bolj fino zrežete, da ne spusti sokov, s tem se tudi spremeni okus. Česen, gorčico, kremni sir, kapre pa kumare. Bom tudi čist malo sesekljal in to je to. Ko so vse sestavine v posodi od mikserja, se lahko odločite glede hrana, če imate radi pikantno, ga dodajte, sicer ne. Zdaj bomo jo zmiksali v tako rustikalno, bolj grobo pašteto. Pašteta je pripravljena, dobili smo točno tako, kot smo želeli, rustikalnega izgleda, odličnega okusa. Postrežemo jo na kakšnem domačem kruhu. Japonski sendvič in šunkina pašteta sta le dve jedi, ki smo jih pripravili iz velikonočnih ostankov. Potica nam prav tako pogosto ostane. Iz nje smo pripravili en čudovit poticin narastek. S temi recepti bo okus po velike noči ostal še dolgo.